Namaste, ljubljeni in ljubljene. Vsi blagoslovi, ljubezni in luči naj so z vami. Danes bi rada govorila čisto tako po navdihu duha v meni. Sem prejela nekaj informacij, nekaj sem spraševala, svojo notranjo prisotnost, jaz sem. In v bistvu bi rada govorila o razliki sprejemanja same sebe kot človekovega jaza in sprejemanju sebe kot višjega oziroma božjega jaza. Torej, kaj je bolj pomembno, oziroma, tako bi rekla, niti ne kaj je bolj pomembno. Kaj je tisto, kar nas bolj osredišča v brezpogojno ljubezen do sebe, vsakogar in vsega. In bolj sem se poglabljala v sveti božanskih kontemplacij, bolj ko sem se predala notranjemu jazu svojej prisotnosti jasen, ki jasen, bolj sem dobila vizije, čutenje in vpoglede. In sicer, ljudje smo navajeni, nekateri bolj, nekateri manj, da se identificiramo s svojim telesom, svojim umom, da se označujemo s tem, da smo oče, mati, sestra, brat, partner, partnerka, učitelj, nogometaš, glasbenica, umetnica in se identificiramo s temi stvarmi, ki so pravzaprav minljive in v resnici ne predstavljajo nas. To je vse forma človekovega jaza, lažnega, nižjega jaza, kateri nam dela največ problemov, ker nižji jaz, poleg vsega tega, kar sem našela, te neke identifikacije, ki so v bistvu identificiranja, ki so v bistvu spremenljiva in imajo nek svoj rok trajanja. Poleg tega so še neki karmični zapisi, naše navade iz otroštva, naši vzorci, ki smo jih sprejeli po očetu, materi, karma prednikov, genetski vzorci, potem družbeno pogojeno zavedanje. Vse to in še kaj več, kar sem izpustila, tvori v bistvu to nižje sebstvo človekov jaz. Do neke mere, torej človek naj sprejme svoje telo, svoj svojo to zunanjo pogojeno zavest, ampak v toliki meri, da jo sprejme in ljubi, samo da bi jo lahko utišal in preobrazil. Človekovega jaza kot jaza se ne da izpopolniti in razsvetliti. Ker in zunanja koncepcija vsega, kar je v bistvu omejena samo na 3D sistem. Zaradi same omejenosti in ker je ta omejenost ugrajena v človekov jaz in v samo genetiko, se tu ne da kaj veliko spremeniti, razen sprejeti do neke mere, da pride do tiste samosprave znotraj vsakega posameznika, na to pa je treba počasi opuščati te stvari. Identifikacije, poosebitve, ker te poosebitve, poistovetenje, ne prinaša nobene sreče. Kaj mi mar, če sem jaz naredila to in to šolo? Me to dela srečno in zadovoljno? Kaj mar, če opravljam karkoli? Evo, da vam to govorim, kar govorim. Nič mar. To je le nekaj, kar se je zgodilo, se dogaja in se bo končalo. Tako tudi vse, kar je v povezavi s človekovim jazom. Kje pa tista resnično, kar nas učijo tudi vnebovzeti mojstri, kar nas učijo vsi tudi veliki mojstri, ki so utelešeni na zemlji? Ljubiti sebe.
Kdo je ta sebe? Na koga pomislimo, ko rečemo ljubim samo sebe? Mar ljubim to nepopolnost? Mar ljubim te strahove, sram, dvome, karmo? Vedenjske, miselne, čustvene vzorce, ki sem jih prejela od svojih staršev, prednikov, sorodnikov, od družbe? Ne, ampak vse to je sklop človekovega jaza. Torej, kaj je potem tisto, kar rabim sprejeti? Kaj je tisto, kar rabim res vsem bitjem ljubiti? Torej, resnično sebe. Mar sem jaz resnična ta? Mar so vsi ti zapisi, vzorci resnični? Mar jaz kot zavest sem samo to, ali je to nekaj, kar je moje, kar sem ustvarila, kar sem pritegnila v svoje življenje? Torej, kaj je potrebno sprejeti? Koga ljubiti? Kdo je ta jaz? Ta jaz ne more biti ta človekova pogojena zavest in ego. Mar ste sposobni ljubiti katerikoli ego kateregakoli človeka? Verjetno lahko samo sprejmete, ker ni ukomponirano. Ljubezen je popolnost, ego ni popolnost, je nekaj, kar je trenutnega, je nekaj, kar ima svoj začetek in konec. Kaj je pa tisto večnega, kar sem? Kaj je tisto neskončnega, kar sem? Kaj je tisto, kar sem popolno? Tisto, kar sem popolno. Tisto, kar je potrebno resničnega sprejemanja. Tisto, kar je potrebno resnične brezpogojne ljubezni, je moj resnični jaz. In ta moj resnični jaz je Božji jaz v meni. Moja popolnost, moja božanskost, ki ni dotakljiva od zunanjega sveta. Ne iščem angele, ne iščem v nebo vzete mojstre, ne naslanjam se na nobeno pomoč. Grem k popolnemu izvoru. Popolni izvor mene je moj božanski jaz, ki ga imenujem jaz sem. Bog v meni. Komu je lažje ta izraz? Bog v meni, jaz sem, ki sem. Ki se je razodel tudi Mojzesu, Jezusu in mnogim velikim ljudem, ki so ponotranili in potem tudi pozunanili ta svoj jaz sem. Torej, kako naj ljubim nekaj, kar je minljivega? Govorimo o iskreni, resnični ljubezni. Ne govorimo o čustvih, ki so lahko vroča, hladna, ki varirajo gor, dol, levo, desno in so odvisna od vseh raznih pogojev. Govorimo o konstantni, resnični, božansko-strastni ljubezni do samega sebe, ki nima egoizma, ker v popolnem jazu, ki je jaz sem, ne more biti egoizma, ker je nedotakljiv za vse, kar je nepopolno, nebožansko, ker je nedotakljiv za vse, kar je minljivo. Torej sprejemam sebe kot jaz sem, kot višji božanski jaz, kakor želite, kakor vam bolj ustreza. Torej, kaj je potem moja naloga na poti mojega razsvetljenja, samospoznanja, na dvigu, vstajenju mojem?
eno in edino nalogo imam, ki je kozmična naloga za vsakega posameznika, razlog, zaradi katerega smo se vsi utelesili, razsvetliti samega sebe, torej sprejeti svoj božanski jaz in dovoliti, da umre človekov jaz. Ne govorim o telesu, govorim o identiteti, ki je lažna, navržena, polna predsotkov, sramov, strahov, raznih karmičnih vzorcev, vozlov in ne vem česa vsega. Torej, to je tisti del mene, ki ga rabim dati na križ. To je tisti del mene, ki mora umreti v imenu Kristusa, višjega jaza v meni, da se lahko popolnoma pozunani moj notranji jaz sem. Torej, moj resnični jaz, moja resnična identiteta. Moja resnična identiteta ni, da se imenujem Mašana in da se pišem Jurič. Da sem vedkinja, da se ukvarjam s misticizmom, gnosticizmom, z naukom nebozetih mojstrov. To nisem jaz. To je le neka vloga, ki jo opravljam. Samo en del mojega poslanstva. Da sem od nekoga punca, ali bivša punca, ali sedanja bodoča. Da sem nekogaršnja hči. To so samo vloge, ne morem pa graditi sebe na teh vlogah. Ne morem živeti sebe v teh vlogah. Sebe lahko živim le iz sebe in zaradi sebe. In potem lahko te vloge, ako jih že imam, udejanjam na popoln način, oziroma se trudim na čim bolj popoln način to tudi udejaniti. Če sem pa jaz poistovetena z lažnim sebstvom, lažnim jazom, ki je človeške, menljive, umrljive narave, potem sem non-stop v problemu. Potem imam non-stop težave, non-stop pred nečem strahujem, non-stop me potem lahko nečesa sram, čutim neko krivdo, čutim napad, ali celo sama napadam, jeza, gnev, frustracije. Torej, kako potem tudi te svoje vloge opravljam? Zelo nepopolno, zelo vprašljivo. Zakaj? Ker sem se s temi vlogami identificirala, poistovetila, poosebila sem, da sem od nekoga punca, od nekoga žena, učiteljica, light workerka, kaj ti jaz vem, kaj vse. Vse to samo stran. To so vloge, to so neka dela, ki jih rabimo opraviti, ampak to nisem jaz, kot nisem tudi to moje telo. Jaz imam svoje telo, jaz imam svoj jaz imam to svojo zunanjo zavest, jaz imam svoje čakre, jaz imam svojo podzavest in nezavedni Jaz kot imam to obleko, ampak to še vedno nisem jaz. To je samo nekaj, kar uporabljam, kar se lahko spremeni, kar se lahko preobraža, kar mu lahko dodam ton same sebe. Ampak to nisem jaz. Jaz sem lahko samo jaz sem, zavest, ki posedujem ali imam v upravi to telo, ki ga imam, vloge, ki jih imam, dela, ki jih imam, poslanstvo, ki jih imam. Vendar to nisem jaz. Ne morem biti jaz telo in nikoli ne morem biti jaz bolna. Lahko je to telo bolno, lahko je moj odnos v škripcih, moj odnos. Nisem jaz v škripcih. Torej,
kaj potem sprejeti, kaj tisto z največjo ljubeznijo, strastjo ljubiti, proslaviti in častiti, ne ikone, freske, kipe. To je od stare dobe, od dobe rib. Ali nekega Boga tam na nebesih, kjer ga niti nisi videl, niti začutil ga nisi. Enega Boga, pa resnično lahko začutiš, slej ko preslišiš in vidiš. Ta Bog si ti, vendar ne kot človek, ne kot ta lažna identiteta, temveč ti kot jaz sem, ki sem. To je ta resnična identiteta, ki osvobaja, ki daje vso moč vztrajanja, vso moč, ko ste v najhujših momentih, ko vas vsi zapustijo, ko vas vsi ogovarjajo, ko laži govorijo o vas, ko finance padajo, ko se osredotočite k temu Božjemu jazu, jasemu, k sebi, svojemu najsvetejšemu od najsvetejšega, najglobljemu od najglobljega. Potem so vse rešitve blizu. Potem ni problem hitro preboleti zvezo, v kateri ste se imeli fantastično lepo in je prišlo do zloma. Potem ni problem najti rešitev za finančne probleme, ker niste poistoveteni s finančnim problemom, niste se poosebili, da ste vi ta problem. Temveč ste v opazovalčevi zavesti. Polno se zavedate težave, izziva, ki ga imate, vendar vi niste ta problem. Niste obremenjeni s tem problemom. Dokler ste preobremenjeni, čustveno vpleteni, vi ste dejansko poistoveteni s tem problemom in ga ne morete rešiti. Lahko pride do neke začasne rešitve, ampak ta začasna rešitev boste ugotovili, da vas je koštala mnogo več, kot če bi bili odmaknjeni. Pogledali svoj delež pri stvaritvi, pri problemu, ki ste ga ustvarili. In iz te zavesti jaz sem, ki je resnična identifikacija, nisem rekla nič iza besede jaz sem, samo jaz sem, samo jaz sem. Ne Bog, ne luč, ne tema, ne radost, ne ljubezen, samo jaz sem. In iz te zavesti in predvsem iz tega strastnega čutenja sebe kot jaz sem, lahko na vse težave, na vse izzive gledate drugače in vidite drugačne rešitve, ki so resnično tudi potem dolgotrajne in prenašajo najvišje dobro ne samo za vas, za vsakogar in za vse. To je point razsvetljenja, to je point resničnega duhovnega napredovanja. Lahko ure in ure izvajate joge dneve in dneve, lahko izvajate pranajamo, dihalne vaje, molite, kličete, odrejate, kaj ti jaz vem, kaj se lahko počnete. Rečem vam za manj, kratkotrajne rešitve pridejo. Boste pa vi v sebi svoj jaz sem. In karkoli boste počeli v imenu jaz sem, ki je istovetno z imenom Kristus, vse boste drugače delali. Ne boste čustveno upleteni. Zavedali se boste svojega kreatorstva, da ste vi ustvarili ta problem, da ste vi ustvarili dogodke z ljudmi. Spoznali boste svoj delež, s sočutjem do svojega človekovega jaza, ga sprejeli in preobrazili. Z milostjo in odpuščanjem. Tu gre pa potem za sočutje do svojega nižjega sebstva, do svojega človekovega jaza. Dobro,
moj človeko jaz, to in to si storil. Jaz kljub temu te ljubim in te sprejemam, rada te imam. Ampak to bova preobrazila. In vse ko svoje nižje sebstvo doživljate s sočutjem, z milostjo in ljubeznijo, vaše nižje sebstvo nima potrebe, da se upira. Vi mu rabite biti, ali mi, kakorkoli, rabimo biti nižjemu sebstvu, princip alfa in omega, očeta in matere, z eno besedo jaz sem. Ta jaz sem, vso ljubezen, naš nižji jaz rabi od nas sočutje za njegove napake. Za nalaž govorim njegove napake, ne naše ali moje. Spoznati je treba to razliko, ki je zelo, zelo subtilna in lahko mnoge zavede k strašnemu narcisoizmu ali pa k resničnemu razsvetljenju, resnični ljubezni. Torej, da končam, v svojem imenu bom govorila. Torej, poklicana sem v resnici sprejeti sebe kot jaz sem. Ljubiti sebe kot jaz sem, ker to je moja večna identiteta. Moj človeko jaz, Rošana, obstaja to inkarnacijo. Blasen Bog tega vedi, kdo vse. In je minilo. Vse je minilo. In Franske, in Lojske, in Sofije, in ne vem kaj vse. Minila bo tudi Ašana. Kdo ne mine? Jaz sem ne mine. In to je tisti del, ki sem, oziroma ne del mene, to jaz sem. Del mene so pa vsi ti jazi iz tega in preteklih utelešenj. Vsi zapisi in ne vem kaj vse. Torej, ako želim resnično samo spoznanje, samo razsvetljenje, ako želim biti jasen na svoji poti, ki je jasen, ki je moja individualna, resnična pot, kjer me uči jasen, moje višje sebstvo, ne guru, duhovnik, šaman, bla bla bla. Vsak ima svojo zavest, svoj način, svojo karmo, svoja prejšnja življenja in vsak gleda na svoj način rabi svojo pot udejaniti k temu razsvetljenju. Zato vsak je jasen in vsak mora od nas poveličati svoj jasen, svojo pravo, resnično, večno in neumrljivo identiteto. In to je ta kruh nebeški, ki je prišel z nebes. Ljubljeni moji, iz te zavesti, iz tega čutenja sebe kot jaz sem, vsako meditacijo, kontemplacijo, jogo, karkoli boste delali na popolnoma drug način, ki bo trajne učinke imel. Zato se ljubite in sprejmite kot jaz sem. Do svojega človekovega jasa pa bodite potrpežljivi, ljubeči, sočutni. Ljubite to nižje sebstvo. Ljubite ga. Ampak predvsem ljubite sebe kot jaz sem. In če boste ljubili sebe kot jaz sem, potem nam ne bo problem ljubiti kogarkoli na tej zemlji. Ne bomo več delili bitja na demone, ne bomo delili na slabe, negativce, pozitivce, masone, iluminate in bla bla bla. Ker, če sem jaz sem in priznam to in sprejmem z vsem bitjem, potem sem svobodna, ker sem pri sebi s seboj za sebe, s tem, ker se svobodno ljubim. To isto prepoznavam, potrjujem in spoštujem
pri vsakemu utelešenemu in neutelešenemu bitju. Tako, ljubljeni moji, rada vas imam in ljubim vas. Sprejmite sebe, svojo popolnost, unikatnost in božanskost. Sebe, kot jaz sem. Rada vas imam in ljubim vas. Namaste.